Imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Spoštovani pater, novomašnik, dragi verniki, današnji evangelij nam prinaša zelo lepe in globoke Kristusove besede. Srečne oči, ki vidijo, kar vi vidite. Zakaj povem vam, da so mnogi preroki in kralji želeli videti, kar vi vidite, pa niso videli, in slišati, kar vi slišite, pa niso slišali. Te besede je naš Gospod izrekel svojim učencem, to da danes jih lahko razumemo tudi kot besede namenjene nam. Tudi mi smo prejeli veliko milost, ki je niso prijeli mnogi ljudje pred nami. Imamo milost poznati Jezusa Kristusa, poznati njegovo cerkev, poznati njegovo vero in prijemati njegove svete sakramente. Današnja nedelja pa je za nas še posebej povezana z veliko milostjo duhovništva, saj obhajamo ponovitev nove maše našega novomašnika, patera Nikolasa. Zato je primerno, da se danes vprašamo, kaj pomeni gledati Kristusa z očmi vere in kaj pomeni, da nam Kristus po svojem duhovniku prihaja naproti. Nekateri cerkveni očetje pravijo, da je Jezus blagoslovil svoje učence zato, ker jim je bil oče razodet po sinu. Kristus jim je dal spoznati tisto, česar svet sam od sebe ne more spoznati. Sveti Ciril Aleksandrijski pa opozarja, da beseda gledati tu ne pomeni samo telesnega gledanja z očmi. Mnogi Judje so namreč s svojimi telesnimi očmi videli Jezusa, videli njegove čudeže in slišali njegove besede, pa vendar niso verovali vanj. Njihove telesne oči so gledale, njihove duhovne oči pa so ostale zaprte. Zato Kristus pravi svojim učencem: srečne oči, ki vidijo, kar vi vidite. Blagruje jih ne zato, ker bi imeli boljše telesne oči, blagruje jih zato, ker so po veri prepoznali tistega, ki je stal pred njimi. Videli so človeka, toda verovali so, da je ta človek Božji sin, in slišali so človeški glas, toda prepoznali so glas večne resnice. To je tudi naša vera. Mi danes ne vidimo Kristusa tako, kako so ga videli apostoli, ne vidimo njegovega obraza, kako ga je videla Marija, ne hodimo z njim po poteh Galileje, ne vidimo njegovih rok in nog, ne slišimo njegovega glasu tako, kako so ga slišali apostoli. Toda po veri vemo, da je isti Kristus navzoč med nami. Ko duhovnik pri sveti maši izgovori posvetilne besede, se ne zgodi samo lep spomin na zadnjo večerjo, na oltarju postane dejansko navzoč isti Jezus Kristus, ki se je rodil iz device Marije, ki je trpel pod Poncijem Pilatom, ki je umrl na križu in stal od mrtvih. Zato lahko tudi mi danes slišimo Kristusove besede. Srečne oči, ki vidijo, kar vi vidite. Blagor nam, če imamo vero, blagor nam, če znamo v svetim kosti prepoznati svojega Gospoda, blagor nam, če znamo pod zunanjimi podobami kruha in vina prepoznati samega Kristusa. Blagor nam, če razumemo, kakšen zaklad imamo v sveti katoliški cerkvi. Toda Kristusove besede nas morajo voditi še naprej. Če nam je bilo veliko dano, potem imamo tudi veliko odgovornost. Cerkveni očetje pravijo, da so starozavezni preroki in kralji hrepeneli po tem, da bi videli Kristusa, čakali so na izpolnitev Božjih obljub, vedeli so, da bo prišel odrešenik, vendar ga niso mogli videti tako, kako so ga videli apostoli. Sveti Janez Zlatousti pa pojasnjuje, da to ne pomeni, da preroki niso poznali Kristusa,
Abraham je, kako pravi sam Gospod, videl moj dan in se ga razveselil. Preroki so vedeli, da bo Mesija prišel, toda videli so ga od daleč, kakor pravi sveti Pavel, v zrcalu in nejasno. Apostoli pa so imeli Kristusa pred seboj, s njim so govorili, hodili so z njim, poslušali so njegove besede, videli so njegova dela. Pa vendar nam je Bog dal še eno posebno milost, mi živimo po Kristusovem prihodu. Mi ne čakamo več na odrešenika, on je že prišel. Njegova daritev na križu se je že izvršila, njegova cerkev je že ustanovljena, njegovi zakramenti so nam že dani, njegov nauk je že izročen in med nami ostaja do konca sveta. Zato je današnja nedelja tudi dan hvaležnosti. Hvaležni moramo biti, da smo katoličani, hvaležni moramo biti za dar svete vere, sveto mašo, sveto spoved. Hvaležni moramo biti za presveto Evharistijo. Danes pa moramo biti še posebej hvaležni za dar katoliškega duhovništva, kajti brez duhovništva ne bi imeli svete maše, brez duhovništva ne bi imeli sakramentalnega odpuščanja grehov, ne bi imeli Kristusove evharistične navzočnosti med nami na način, ki ga je ustanovil sam Gospod. Zato je vsak katoliški duhovnik velik božji dar. Danes pa imamo pred seboj še posebej lep primer tega daru našega novomašnika, ki je pred kratkim prejel mašniško posvečenje in ki danes obhaja ponovitev nove maše. Kaj pravzaprav pomeni, da je nekdo postal duhovnik? Ne pomeni samo, da je prejel novo službo, ne pomeni, da je dobil določeno mesto v neki cerkveni ustanovi. Pri mašniškem posvečenju se zgodi nekaj veliko globljega. Kristus si človeka vzame zase, njegovo dušo vtisne, neizbrisno znamenje. Duhovnik prejme oblast, ki je noben navaden človek nima. Po njegovem duhovniškem delovanju Kristus nam odpušča grehe, v njegovih rokah se pri sveti maši kruh in vino spremenita v Kristusovo telo in kri. Duhovnik lahko mazili bolnike, podeljuje zakramente in poznanja evangelij. Zato je duhovništvo nekaj svetega, prav zato pa moramo moliti za duhovnike, ne samo zato, da bi jih bilo dovolj. Moliti moramo, da bi bili sveti, da bi bili zvesti Kristusu, zvesti katoliškemu nauku, da bi bili ljudje molitve, da bi ljubili sveto mašo, imeli gorečnost za zveličanje duš, kajti duhovnik je poklican, da ljudem prinese Kristusa. Tu pa se lahko še enkrat vrnemo k besedam današnjega evangelija. Srečne oči, ki vidijo, kar vi vidite. Apostoli so gledali Kristusa. Duhovnik pa je danes poklican, da omogoči, da ga tudi drugi najdejo. Ko duhovnik stoji pri oltarju, ne sme biti v središču on sam. V središču mora biti Kristus, ko pridi ga tudi oznanjati mora Kristusa. Ko spoveduje, je služabnik Kristusa in njegove cerkve, ko podeljuje blagoslov, ne daje ljudem nečesa, kar bi izhajalo iz njega samega, po njem blagoslavlja Kristus. Zato je danes ponovitev nove maše predvsem dan zahvaljevanja Bogu. Ne zahvaljujemo se samo človeku, ki je postal duhovnik, predvsem se zahvaljujemo Bogu, ki je poklical to osebo in ji dal milost duhovniškega poklica. Vsak duhovniški poklic je znamenje, da Kristus ni zapustil svoje cerkve, Kristus je še vedno isti, njegova milost je še vedno ista, njegova sveta daritev, njegova cerkev je še vedno ista. In dokler bo na zemlji en sam veljavno posvečen katoliški duhovnik, bo Kristus po njegovih rokah še naprej deloval za zveličanje duš. Zato je
duhovništvo tudi znamenje upanja v svetu, ki vse bolj pozablja na Boga, je duhovnik poklican, da ljudem pokaže Kristusa. V svetu, ki ne želi več slišati Božje besede, mora duhovnik oznanjati resnico. V svetu, ki pozablja na greh, mora duhovnik klicati k spreobranjenju. V svetu, ki išče srečo v stvareh tega sveta, mora duhovnik pokazati pot k večnem življenju. Zato pa danes še posebej prosimo za našega novomašnika, naj ga Gospod ohrani v zvestobi svetemu duhovniškemu poklicu, naj ga Marija, mati duhovnikov, varuje pred vsemi nevarnostmi, naj mu izprosi ljubezen do svete maše, ljubezen do Kristusa in do duš. Prosimo tudi za nove duhovniške in redovniške poklice. Gospod še vedno kliče. Problem ni v tem, da Kristus ne bi klical, pogosto je problem v tem, da ljudje ne poslušajo. Zato moramo znova slišati njegove besede, evangelija prejšnje nedelje, Efeta, odpri se, odpri svoje srce Božjemu klicu, svoje srce Božji milosti, odpri svoje življenje temu, kar Bog želi. Morda Kristus kliče prav danes nekega mladeniča med nami, da bi postal duhovnik, morda kliče katero od deklet, da bi se popolnoma posvetilo njemu v redovnem življenju. Morda pa daje spodbudo očetu ali materi, da bi svoje otroke še bolj zavzeto vzgajala v veri in jih bila pripravljena darovati Bogu, če bi jih on sam poklical kakšen poseben posvečeni stan. Poleg teh posebnih in izjemnih božjih klicev, ki zadevajo posvečeno življenje, pa ima vsak od nas tudi svoj življenjski stan in svoje poslanstvo v svetu. Vsak od nas je poklican, da prav v svojem vsakdanjem življenju, v družini, pri delu in med ljudmi zvesto pričuje za Kristusa. Zato moramo biti hvaležni za to, kar smo prejeli. Preroki so želeli videti, kar mi vidimo, kralji so želeli slišati, kar mi slišimo. Apostoli so videli Kristusa s telesnimi očmi, mi ga danes gledamo z očmi vere. Če pa imamo pravo vero, potem lahko tudi mi iz vsega srca ponovimo: srečne oči, ki vidijo, kar vi vidite. Naj bo zato današnja ponovitev nove maše za vse nas dan velike hvaležnosti Kristusu za njegovo cerkev, za sveto mašo, duhovništvo. Ko pa prejmemo novomašni blagoslov našega patera, ga prejmimo z vero in pobožnostjo. Ne glejmo samo človeka, ki bo pred nami z očmi vere, glejmo Kristusa, ki želi po svojem duhovniku podeliti svoje milosti. Prosimo Gospoda, naj blagoslovi našega novomašnika in naj ga ohrani zvestega do konca njegovega življenja. Prosimo tudi za nas, da bi nekoč prišli tja, kjer bomo gledali Kristusa ne več samo z očmi vere, ampak iz obličja v obličje. Kajti tu na zemlji velja beseda: srečne oči, ki vidijo, kar vi vidite, v nebesi pa bo izpolnjeno vse naše hrepenenje, ko bomo mogli skupaj s svetimi gledati Boga takšnega, kakšen je. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.